Takole sta Novakova delila svoje avtograme v svojo najnovejšo knjigo Ljubezen skozi želodec. Gre za nadaljevanje prvega dela, ki je bila prava knjižna uspešnica. Druga je malo drugačna, že prav recepti so tako preprosti kot tudi prvi, samo da so zdaj pač ni več samo klasika, pa te tradicionalne zadeve, ki jih poznamo, sicer iz vseh koncev sveta. Ampak so tudi že malo bolj, avtorski recepti, pa hkrati nezahtevni, ker tle gre za to, da imamo čim bolj simpel surovino, oziroma tisto, kar imamo v hladilniku in s tistega nekaj naredimo, ne? In zdaj, tako da se moramo tudi prepustiti inspiraciji. Valentina vsem, ki boste praznike preživeli s kuhalnico v roki, svetuje, da pri jedeh čim manj komplicirate. Jaz rečem, tisto hrano je treba kuhati, ki ima racijo zmeraj med časom priprave in številom komplimentov zelo visoko, ne, se pravi, nizek čas priprave pa velik efekt. Jaz, na primer, ena taka zelo preprostih stvari, ki smo jih počeli v zadnji božični oddaji, so pitke z listnatega testa. Slepo spečemo listnato testo, nadevamo jih pa z lososom, prekajenim lososom, ki ga razmešamo s smetanovim sirom. To je krasna, taka malo slavnostna predjed, zato ker slovenska tradicija pravi, da moramo jesti na božični večer 24. načeloma se je riba. To je še kot postni večer, vigilija. Luka je povedal, da je knjiga za podajanje kuharskih receptov v primerjavi z televizijsko oddajo precej bolj natančna. Tam noter imamo vse pač točne mere, čeprav je pa treba pač tudi uporabiti Augenmaß, kot se temu reče, ne, da imamo malo občutka za sestavine, ni treba vedno vse tehtati, ne. Treba je kar vzeti z roko, ampak seveda knjiga pa nudi to natančnost, ki je mogoče oddaje, ne moramo, sicer skušamo biti čim bolj precizni, ampak je pa nemogoče v 25 minutah pač te zadeve posredovati, sta pa to čisto dva različna medija. Seveda nismo mogli mimo vprašanja, kdo od njiju bo letos glavni pri pripravi letošnjih prazničnih jedi. Mi bomo praznovali doma. Jaz mislim, da Luka bo gotovo hotel narediti tisti svoj tatarc, ne. Če bomo pa imeli večjo družbo, bomo pa gotovo naredili nekaj v velikem loncu. In po mojem nas bo zaneslo v kakšne pikantne čilije, naslednji dan pa ne bo manjkala svinjska pečenka, zdaj bomo pa naredili lečo. Tako stročnico fino, pa preka leča je tudi zelo fajn, ker simbolizira blagostanje v novem letu. Si boste kuhalnico tudi za božič in pa za novo leto delila, ali sta že kaj se dogovorila, kdo bo? Ja, veste kaj, imava toliko kuhalnic, da ima pol vsak svojo pri štedilniku. Kdo bo mogoče glavni, kdo bo kuhal, ali sodelujete tudi? Tako bomo naredili, po moje. Jaz za božič, ker obstaja na tem, da mora biti malo tradicionalno, malo družinsko, pa kakšna peka mora za božič pasti, ne bomo pekli, kaj tu bom absolutno jaz delala, ampak za Silvestrovo pa bo kar Luka vodo zadevo, ker on pa ima bolj občutek za party hrano, za hrano za žur. Priljubljena kuharja še svetujeta, da naj bodo v ospredju predvsem domače začimbe. Tisti, ki bi radi med prazniki malce eksperimentirali, pa lahko preizkusite kari, čili ali popularen ingver.